Trije ameriški vojaki so mrtvi. Ameriške bombe že 9. noč zapored padajo na Iran. Izrael se morda pridruži boju. In novo poročilo nakazuje, da vrhovni voditelj Islamske republike morda sploh ni v državi. Medtem J.D. Vance obtožuje izraelske akterje, da poskušajo podaljšati vojno in sabotirati dogovor z Iranom. Danes bomo vse to podrobno obravnavali v oddaji Quad. Dobrodošli nazaj v oddajo Quad na JNS. Tukaj sem s svojo čudovito sovoditeljico Shoshana Kit Kijaskal in ponovno se nam je pridružila Flor Hasan Nahum, sicer nadaljavo, a vseeno z nami. In seveda imamo danes zelo posebno gostujočo voditeljico, Miss Izraela 2026. Z nami je Danielle Jablonska. Zelo smo veseli, da ste z nami. Vesela sem, da sem tukaj. Da. Najprej bomo govorili o tem, kaj se dogaja z Islamsko republiko Iran. Mislim, zdaj smo že 9 dni zapored priča spopadom, kjer Združene države napadajo ključne cilje. Vidimo, da napadajo infrastrukturo. Tega že kar nekaj časa niso storile. In videli smo, da sta obe strani zelo jasno izjavili, da sta memorandum o soglasju in prekinitev ognja mrtva. Kaj to pomeni za vse nas tukaj v Izraelu? No, to je odlično vprašanje. Flor, kakšno je tvoje mnenje o tem, kar se dogaja? Misliš, da se bo Izrael pridružil temu konfliktu ali kaj je naslednje na dnevnem redu? No, to je tisto, kar vsi, ki jih poznam na visokih varnostnih položajih, pravijo, da gre za vprašanje dni. Naša letališča so bila pozvana, naj naredijo prostor za ameriška letala. Zato so bili nekateri naši leti odpovedani. To je tisto, kar slišim. Slišim, da se bo to zgodilo do konca tedna. Ampak veš, Emilija, to smo že tolikokrat slišali. Gre za tole. Mislim, da lahko z gotovostjo rečemo, da je memorandum o soglasju mrtev. Da Islamska republika, kot smo vedeli, nikoli ni imela nikakršnega namena. Ne vemo, zakaj so Združene države Amerike pritiskale. Imajo svoje razloge. Morda so nekateri njihovi razlogi popolnoma upravičeni. Svetovno prvenstvo se je končalo šele sinoči in vsi so govorili, da čakajo, da se konča 4. julij. Čakajo, da se konča svetovno prvenstvo. Mislila sem, da čakamo tudi na vmesne volitve. Ampak kdo ve s predsednikom Trumpom? Bistvo je naslednje. Islamska republika je agresor. Vedno so bili. In Američani zdaj ne morejo popustiti. Bolj kot kdajkoli prej dejstvo, da so ubili vojake na dolžnosti v Jordaniji. Po regiji so popolnoma ponoreli. In tudi mi moramo odgovoriti skupaj z Združenimi državami. Mislim, da morajo Združene države voditi. Tako ne bodo rekli, da smo mi povzročili to vojno. Ampak vsekakor mislim, da bo v naslednjih nekaj dneh prišlo do večje zaostritve. No, mislim, da bomo morda vpleteni, pa če si to želimo ali ne. In videli smo, mislim, da je bilo to prav včeraj, rafali strelkov, ki so jih ponoči strelili na Jordanijo, Bahrajn in Kuvajt. Videli smo tudi, da so se v Izraelu, v Eilatu, na jugu Izraela oglasile sirene. Videli smo, kako so prihajali ostanki raket. Nekateri prestrezniki so bili streljeni, da bi preprečili, da bi ti ostanki prišli v Izrael. Na srečo nihče ni bil poškodovan, a situacija se vsekakor zaostruje. In seveda smo videli tudi nekaj, kar se mi je zdelo nenavadno. Združeni arabski emirati so pozvali k takojšnji vzdržnosti in prekinitvi ognja. Zdaj seveda razumem, ker so oni tisti, ki dejansko prejemajo večino, več kot jih je prejel Izrael. Združeni arabski emirati so bili na udaru teh raket, ampak mislim, če preostanek regije ni pripravljen podpreti Združene države Amerike v tej pobudi, smo nekako spet na istem mestu, kaj ne? Kakšno je vaše mnenje o tem? Veš, mislim, da smo od marca vsi samo čakali, da se bo spet odprlo. Mislim, da nihče od nas ni resnično mislil, da je to konec. Bolje je šlo za to, koliko dopusta bomo lahko izkoristili in da nam ne bo treba bežati v zaklonišče. To je dopust v Izraelu. Ja. Naša predstava o dopustu je trenutno prava umetnost vojskovanja. In da moraš napasti nazaj, dokler je vse super. Ampak zanimivo je, da nas niso napadli. Zanimivo je, da niso napadli. In to mora biti zato, ker jih je res strah našega odziva, ker tako deluje odvračanje. Nisem prepričana, kdo se tukaj strinja, ampak meni se zdi zelo zanimivo, da napadajo vse. Slišala sem nekaj zelo zanimivega o Kuvajtu. Pravzaprav, da se Kuvajt dejansko brani z zelo naprednimi zračnimi obrambnimi sistemi in bi lahko bila naslednja država, ki se pridruži Abrahamovim sporazumom. Kdo ve?
No, ne govorijo ravno lepo o nas. Ampak poslušajte, če se kdo želi pridružiti, sem pripravljena. Razen Islamske republike Iran. Oni niso dobrodošli. No, pač niso. Mislim, da ti glede tega ni treba skrbeti, Emily. Daniela, mislim, kaj pa ti misliš? Zakaj še niso šli nad Izrael? Mislim, ali jih je strah? Rada bi rekla, da jih je strah, ker upajmo, da jih je. Morali bi jih biti strah. Morali bi jih biti strah. Imamo tako močno, neverjetno vojsko in vsi smo pripravljeni, to govorim že od začetka vojne, da se bo vse to izplačalo. Bezrat Hašem, če Bog da, se bo vse to izplačano. Moramo zdržati, moramo biti močni in samo moliti k Bogu, da se bo vse to izplačalo. Da bo Iran svoboden, da bodo ljudje v Izraelu živeli v miru in da bo regija lahko napredovala. Ena od stvari, ki me pri vsej tej situaciji tako vznemirja, je to, da govorimo o vmesnih volitvah kot razlogu za, veste, memorandum o soglasju ali nekakšno zamudo ali morda svetovno prvenstvo. Tudi to je bilo omenjeno. Vse to je mogoče. Ampak tisto, kar me vznemirja in mi zelo otežuje vse skupaj, je to, da vsak dan, ki mine, umre več ljudi. Ja. To pa še ni vse. Mislim, vsak dan v Iranu usmrtijo ljudi. Ta teden so Islamska republika usmrtili najstnike. Medtem ko mi odlašamo, medtem ko govorimo o politiki, in res upam, da imate prav. Res upam, da imate prav, da se bo splačalo, ker mislim, da je dovolj. In to je ta velik razkol, ki jo zdaj vidimo. Ljudje, ki želijo nekako zadržati režim in skleniti dogovor z njimi, da začasno zakrpajo stvari. In ljudje, ki predstavljajo, mislim, veliko Izraelcev, ki pravijo, dovolj je. Ja, hotela sem reči, Mislim, da kdorkoli misli, da bodo dosegli dogovor in da bodo spremenili svoje načine ter nenadoma začeli spoštovati svoje ljudi in svobodo govora, se moti. To se preprosto nikoli ne bo zgodilo in zato je treba ta režim premagati. In res, ni nobene druge alternative. Ta režim mora biti premagan, zdaj samo še igramo na čas. Težava je v tem, da ne vsi po svetu, še posebej pa ne Američani. Pravkar sem preživela 10 dni v Ameriki, kar mi je dalo izjemen vpogled. Mislim, da Ameriko kar dobro poznam. To je že moj 3. obisk v zadnjih nekaj mesecih. Pravzaprav sem se na tem zadnjem potovanju veliko naučila. Morda zato, ker je bil 4. julij. Nimajo vsi želje ali pravzaprav ne bi niti rekla želje. Nimajo vsi te vztrajnosti, kot jo imamo mi v Izraelu, ker nismo imeli izbire. Imeli smo skoraj 3 leta vojne. Navajeni smo tega. Naši otroci gredo v vojsko. In mislim, da drugi ljudje tega ne razumejo, medtem ko so med 2. svetovno vojno razumeli, da moraš trpeti, preden prideš, kot pravi Daniela, na drugo stran. Ampak to zahteva pravo vzdržljivost. In mislim, da je to problem, da živimo v družbi takojšnjega zadovoljstva. Gremo v vojno, mislimo, da bo konec v 2 tednih. Ne, ne bo. Poglejte, kaj se je zgodilo v Gazi. Tudi mi, tudi Izraelci smo se navadili na te 6-dnevne vojne in 10-dnevne vojne in 12-dnevne vojne. In če se res želite znebiti grožnje, kot je Islamska republika, ki je civilizacijska grožnja, ne le grožnja za Jude, ne le grožnja za Izrael, bo to vzelo čas in nas bo stalo. In kot je Emily zelo zgovorno povedala na konferenci JNS, Iranci za to plačujejo svojo krvjo. To se dogaja vsak dan, ko omahujemo in razpravljamo, ali naj se vrnemo nazaj. To je treba narediti, ni druge izbire. Škorpijon je škorpijon je škorpijon. Ne morejo se spremeniti, ne bodo postali nekaj drugega, kot so. To govorijo vsak dan, to je njihova mantra, to je njihova vera. Konec je. Torej je vprašanje, kdaj bodo vsi rekli, da bomo to morali storiti. Traja 6 mesecev, traja 1 leto. Samo dokončati moramo delo in ne nihati gor in dol, noter in ven. To je najslabše, kar lahko naredimo. No, zanimivo je, ker mislim, da smo zdaj v času, ko Evropa v zadnjih nekaj letih res ni bila pripravljena soočiti se s to grožnjo. Vojaško še vedno niso pripravljeni ukrepati, vendar pa smo opazili nekakšen premik. Mislim, EU je končno označila IRGC. Potem je Združeno kraljestvo nazadnje. Sicer ne popolna oznaka, kot smo si želeli, ampak so IRGC razglasili za teroristično skupino. Zdaj je kaznivo sodelovati z njimi ali se povezovati z njimi, mislim, da do 14 let zapora. Torej, na evropski fronti je napredek. In potem je Francija izjavila, da bo vložila veto na omilitev sankcij, ki jo je želele zagotoviti Združene države za memorandum o soglasju. Torej, mislim, da je v Evropi drugačna pripravljenost. Ali je dovolj, da se na diplomatski in vojaški ravni podpre to, kar je potrebno za spremembo režima? Mislim, ne vem. To bomo še videli. Ampak mislim, da je zdaj res dobra priložnost.
In želim, da vsi naši gledalci zelo dobro premislijo o vsem, kar je pravkar povedala Fleur, da premagati takšnega sovražnika, ki bo prej ali slej prišel v Združene države. Vojaško gledano, ne glede na to, ali vam je to všeč ali ne, premagati tega sovražnika zahteva vzdržljivost. In ne moremo pričakovati, da bodo stvari rešene čez noč. Preden prejdemo na naslednjo temo, sem vas želela vprašati, ali pričakujete, da se bo Izrael prav tako vpletel v ta konflikt? In zakaj je tako pomembno, da vidimo to sodelovanje med Združenimi državami in Izraelom, nekaj, kar je danes v medijih nenehno napadano? Wow. Ni lahkih vprašanj. Ne, resno. No, odkar se je ta vojna začela, sem pri otrocih opazila razliko. Od začetka vojne do zdaj. Otroci, ki so bili 2 meseca doma s svojimi družinami, imajo zdaj ločitveno tesnobo in doživljajo izpade v šoli. In to resnično vpliva na naslednjo generacijo. In mene to straši, ker smo vedno imeli svoje težave, vedno se sprašujemo, ali se želimo zanašati na Ameriko, ali se Amerika zanaša na nas, ali nas izkoriščajo, vse te stvari. Ampak res razmišljam o naslednji generaciji. In straši me, ko pomislim na te travmatizirane otroke tukaj v Izraelu. Kakšen bo odnos v prihodnosti? Nočem, da bi naši prihodnji otroci sovražili drugo stran. Nočem, da bi bilo sovraštvo. Nočem, da bi imeli zamere do Amerike. Konec koncev res potrebujemo prijatelje. Tako jaz najbolj gledam na to, gledam skozi oči otrok in prosim vse, ki gledajo, še posebej izraelske družine, da res pazijo na svoje otroke in jih spodbujajo k boljši prihodnosti. Oni so prihodnost. No, ampak tisto, kar je postalo normalno za naše otroke, ni normalno nikjer drugje. To ni normalno. To je bistvo. Nikjer drugje ni to normalno. To pravim, da imamo visok prag bolečine in moramo videti, kdo še ima to, ker se borimo za civilizacijski boj. Rada bi malo spremenila temo, ker imamo še eno res zanimivo zgodbo, o kateri so ta teden najprej poročali izraelski mediji. In sicer so poročila, da Mojtaba Hamenej, novi vrhovni voditelj, lažni ajatola, da sploh ni v Iranu ta trenutek. In potem smo imeli zelo zanimiv komentar zunanjega ministra Abasa Arakčija. Poglejmo, kaj je povedal. V tem obdobju, ki ga nisem videl, mislim, da nisem videl nekaj ljudi zapored. Wow, kje? Ne, kje je Valdo? Kje je ajatola? Kje je led? Če je živ, imam občutek, mislim, kdorkoli, moj mož je velik oboževalec Vojne zvezd, prav? Tako da nimam izbire, kot da spremljam vse to o Vojni zvezd. Tako je, prizor, ko Darth Vader, preden postane Darth Vader, izgubi nogo in izgubi roko. In potem ga spremenijo v tega robota, na pol človeka, kar je Darth Vader. To počnejo z Marjorie Taylor Greene. Tako jaz mislim. On je v neki švicarski kliniki, kjer ga znova sestavljajo, da bi ga spremenili v naslednjega Darth Vaderja. To je samo moje mnenje. Pravzaprav mislim, da ni niti tako sestavljen kot Darth Vader, ker je imel Vader vsaj svoj možgani in je govoril zase. Mislim, da ta tip v resnici nima glavne besede. Mislim, da imajo glavno besedo skrajneži. Mislim, da je verjetno veliko, v redu, vsi so skrajneži, v redu. Tisti najbolj skrajni med skrajneži imajo glavno besedo. Mislim, da je to kot divji zahod. Tako jaz vidim stvari v Iranu. Mislim, da ima glavno besedo Ahmad Vahidi, vodja IRGC. To se zdi zelo, rekla bi, najbolj priljubljena teorija med strokovnjaki za Iran trenutno. Ampak krožijo tudi drugačna mnenja. Nekateri med njimi, na primer tisto, kar smo slišali iz izraelskih novic, pravijo, da Hamenej sploh ni v Iranu. Ni jasno, kje naj bi bil, morda v Rusiji. Videli smo veliko teh letov, kjer so premikali letala režima. Torej morda Severna Koreja, mogoče je tam s Kim Jong-unom. Mogoče, ampak mislim, da ima Rusija verjetno boljšo zdravstveno oskrbo in da je z nami. In nisem prepričana, ja, in mogoče je res z nami, ampak nisem prepričana, da je priseben, da je res z nami. Mislim, da ni. Mislim, da smo ga ubili. In mislim, verjamem, da je predsednik rekel, da je 90% mrtev. 90% je mrtev. To je najbolj noro. 90% je mrtev. Je kot kartonasta izrezanka. Medenžak. Ne vem, ampak poslušaj, dejstvo, da ni bil na očetovem pogrebu, no dejno. Če to ne pove, v kakšnem stanju je bil, ni bilo samo zato, ker so se bali, da bo Izrael ali Amerika odvrgla bombo na pogrebu. Bilo je zato, ker ne smejo pokazati poraza in imeti na pol pohabljenega človeka brez noge, to je poraz. Tega si nikoli ne morejo privoščiti.
No veš, v svojih medijih so ga opisali kot hudo iznakaženega zaradi tega. Tako da si lahko predstavljaš, kaj to v resnici pomeni. Ampak kaj to pomeni? Kakšne so posledice za Iran? Znotraj režima je veliko prerivanja, kdo bo sprejemal odločitve in kdo bo nadzoroval kaj. Nekateri so si želeli pogajanj z Združenimi državami ali pa so se vsaj pretvarjali, da si želijo pogajanj z Združenimi državami. In potem so tu še tisti, ki še naprej izstreljujejo balistične rakete na vse v regiji, razen očitno trenutno na Izrael. No, to je problem, ko nastane vakuum moči. Ko nastane vakuum moči, potem bo najmočnejši nasilnež stopil v ospredje, kaj ne? In to se je zgodilo. To smo videli, ko so Združene države zapustile Afganistan. Talibani so podivjali in še dodatno uničili državo, dekleta ne smejo več v šolo, nato pa jih poročajo kot otroške neveste. Tako da, ko nastane vakuum moči, najhujši in najmočnejši nasilnež stopi v ospredje. In mislim, da se to trenutno dogaja v iranskem režimu. Mislim, da je le vprašanje časa, a žal bodo v tem času, kot ste že rekli, trpeli iranski ljudje. Preden prejdemo na naš najljubši del oddaje, bi rada malo spregovorila o tem, kar smo videli pri J.D. Vansu v tem intervjuju z Joe Roganom. Tudi sama sem bila precej šokirana. Nisem oboževalka J.D. Vansa, ampak poglejte, kaj je imel za povedati. No, večina ljudi misli, da je bil iz Mossada. Ja, Mossad ali CIA ali kakšna druga globoka država, bodisi v Ameriki ali Izraelu ali v kateri drugi državi ali oboje, jasno je imel povezave z najvišjimi ravnmi ameriške obveščevalne službe, jasno je imel povezave z najvišjimi ravnmi izraelske obveščevalne službe. Obstajajo nekateri ljudje znotraj njihovega sistema, za katere vemo, brez najmanjšega dvoma, da manipulirajo in poskušajo spreminjati ameriško javno mnenje, da bi vojna trajala v nedogled. Ampak vsekakor mislim, da ste videli to zelo diskretno, izjemno dobro financirano kampanjo, ki poskuša preprečiti pogajanja in poskuša preprečiti dogovor. Tako je videti, ko teorije zarote proti Judom postanejo nekaj običajnega. Tako to izgleda. Predsednik, podpredsednica Združenih držav Amerike to izrečeta, kot da je to nekaj najbolj običajnega na svetu. Ja, zelo pretresljivo je slišati, kako govori. Zelo pretresljivo. Zveni kot eden izmed tistih norcev iz Grojper podcastistana. Kot da je to popolna neumnost. Ja, kar nadaljuje. To so ljudje, ki jih želi. To so tisti, ki ga bodo podpirali v predvolilni tekmi republikanske stranke. In izračunal je, da bi lahko bilo v republikanski stranki več ljudi, ki sovražijo Jude, kar bi mu lahko pomagalo postati naslednji predsednik Združenih držav Amerike. In pravzaprav mislim, da dela veliko napako, ker bolj kot to počne, bolj izstopa Rubio kot izjemen državnik, kakršen je, in kaže rezultate v tem, kar počne. Pri tem človeku pa dogovor pade v vodo. On je bil edini, ki je verjel vanj. In tukaj mislim, da je Trump pametnejši, kot mu ljudje priznavajo. Zakaj poslati J.D. Vansa na dogovor, za katerega je od začetka vedel, da ne bo uspel, medtem ko pošlje Marka Rubija v Libanon, kjer gre vse kot po maslu? V Libanonu gre vse dobro. To mi samo daje misliti, da J.D. Vance še bolj vztraja. Gre še globje v to luknjo, ker trenutno nima druge izbire. In to je ogabno. Ogabno je, kar počne. Šošana, ti si ga razglasila za povratnika tedna na konferenci JNS. In pridružila sem se ti te rekla, da on nastavlja drobtinice prebujenemu rajhu. Točno to počne. Mislim, da je to tudi napačna ocena, ko gre za volivce v Združenih državah. Ker če pogledaš dejanske vzorce glasovanja in dejanske ankete med republikanci, to ni priljubljeno mnenje. Celoten jezik teorij zarote v podcastih, to sploh ni nekaj običajnega v republikanski stranki. Upajmo, da nikoli ne pride do te točke. To nas trenutno skrbi. Ampak ideja, da bo to pritegnilo volivce k njemu, mislim, to je noro. Zdi se, kot da nagovarja skrajno levo demokratsko stranko, Tudi Cenk in Ana Kasperian, kot da je to teorija podkve v praksi. Res je. Ja. vidiš, memi. Ali je še več, ali pa je še huje od tega, ali pa ga nekdo od zunaj res financira. Veš, on je nečigav mandžurski kandidat. Kdo ve? No, v tem intervjuju je rekel, da ga obtožujejo povezav s Katarjem. In seveda je vse to zarota izraelske vlade. Tako je rekel. Ker je naša vlada tako organizirana in tako strateška, da smo o tem razmišljali. V 24 urah smo obrnili kampanjo vredno več milijonov dolarjev proti memorandumu o soglasju. Ja, tako hitro deluje izraelska vlada. Ja,
Ampak jaz ne morem dobiti termina pri zdravniku. Ja. No, preden gremo na naš najljubši segment, ti izmečki in junaki, se nam danes žal ne more pridružiti Miss Izraela Danielle Jablonska. Preden zaključimo, bi rada še enkrat predala besedo tebi. Zelo je odvračajoče. Mislim, kar vidimo iz teh komentarjev J.D. Vansa, stalni val sovraštva na družbenih omrežjih in zdaj celo od podpredsednice Združenih držav Amerike. Nekatere od teh teorij zarote in to je demoralizirajoče za veliko ljudi po Zahodu in Združenih državah, pa tudi za nas tukaj v Izraelu. Kako vi, kot Miss Izraela, kakšen je vaš nasvet ljudem, kako se odzvati na to vrstno razočaranje, s katerim se zdi, da se nenehno soočamo? Zato bom stala do konca. Študenti, mladi ljudje, naslednja generacija so naše upanje. In moramo jim dati mikrofon. Moramo ukrepiti njihove glasove. Moramo biti zgled in moramo držati glavo pokonci ter povedati svojo resnico. Moramo kot Izraelci, kot Američani, kot Judje, kot kdorkoli že smo, poznati svojo resnico. Vedeti, kaj se dogaja v svetu. Ne dovolite, da gre mimo vas. Vsak dan, ko brskam po telefonu, vidim videoposnetke najbolj norih stvari, ki jih ljudje govorijo. In to mi je neverjetno, ampak moram moliti k Bogu, da je to glasna manjšina. In res zagotoviti vire večini, ki ve, kaj se dogaja. In želi biti del pogovora. In če želiš biti del pogovora, vedeti moraš, o čem govoriš. Jaz sem zadnja oseba, ki bi rekla, da sem strokovnjakinja za geopolitiko, ampak če želim vedeti, kaj se dogaja v pogovoru, vprašam ljudi, ki vedo in se o tem poučim, preberem tudi nasprotna mnenja, ker tako ostaneš obveščen. Absolutno. Mislim, da se lahko zdi zastrašujoče in naporno, še posebej pri vseh teh zapletenih političnih temah. Ampak to je pomembno in tukaj so na kocki življenja. Torej, hvala, da ste se nam pridružili. To je Izrael, jaz sem Danielle Jablonska. V redu. In zdaj je čas za naš najbolj priljubljen segment, Barabe in junaki. Začnemo z barabami tedna. Fleur, si nadaljavo, ampak si v naših srcih. Kdo je tvoja baraba ta teden? Pogrešam vas in odlično opravljate svoje delo. V redu, vsi veste, da so moje najljubše barabe tiste z srečnim koncem, kaj ne? Kaj se je zgodilo včeraj? Brata tate so aretirali v Miamiju. Zdaj pa naj vse spomnim, kdo sta brata tate. Oni so ti, ne vem, kako naj jih imenujem. Recimo jim mizoginisti, ponosni mizoginisti, ponosni antisemiti. Izkrivljajo vse mogoče teorije o judovskem nadzoru. Govorijo o cionističnem nadzoru. Včasih to povedo odkrito, včasih pa bolj prikrito. Ampak vedno govorijo o tem vplivu Judov in so ogabni ljudje. Aretirali so jih, ker so se kot mizogini izkazali tudi za spolne plenilce, posiljevalce, pornografe, preprodajalce otroškega spolnega dela, v bistvu zvodnike. In aretirani so bili v Miamiju zaradi 59 obtožb, ki segajo od otroške pornografije do trgovine z ljudmi za spolne namene, posilstva in vsega, kar si lahko predstavljate. In to je tako imenovana manosfera, kjer je tisti drugi bedak, Klav, ki je prišel v Izrael, da bi umazal naše obale s svojim mizoginijo. Vse je po istem kopitu. In rada bi vse spomnila, da kadar vidite mizogina, običajno vidite tudi antisemita. In kadar vidite antisemita, običajno vidite tudi mizogina, ker ti ljudje, te zastrupljene misli, gredo z roko v roki. In tako ta dva tipa, ki jo vsi ti mladi moški iz neznanega razloga sledijo, pravita, da naj se igrajo ženskami, da naj jih izkoriščajo, da naj bi tako pokazali svojo moškost. To so isti ljudje, ki so antisemiti. Torej so to isti ljudje, ki verjamejo, da so Judi odgovorni za vse njihove težave. In tako so moji izmečki ta teden. Izmečki s srečnim koncem. Brata tate, Andrew in Tristan, naj zgnijeta v zapori iz Združenega kraljestva in nikoli ne prideta ven, ker si to zaslužita. Amen. Mislim, ne razumem. Ali niso vedeli, da jih bodo izročili v Združeno kraljestvo? Ali res niso... Ne, to se res dogaja. Mislijo, da imajo zveze v Trumpovi administraciji. Bog,
Ja, Točno to. Imeli so zveze in očitno njihova izročitev, bili so nekaj časa v Romuniji. Veš, zakaj so bili v Romuniji? Ker so zakoni o posilstvu otrok tam bolj ohlapni. Bog, tega si ne moreš izmisliti. In tako jih iz Romunije niso izročili, čeprav bi jih lahko, ker so očitno imeli zveze, kot pravi Emily. Ampak zdaj je Združenemu kraljestvu uspelo to izpeljati. Obstajajo najrazličnejša poročila o 10 letih gnusnega vedenja. In kot sem rekla, mizoginija in antisemitizem vedno hodita z roko v roki. Mimogrede, so tudi zelo rasistični do temnopoltih. Vsa ta skupnost ima dolgoletno tradicijo tega, veš, če sovražiš ženske in sovražiš temnopolte in sovražiš geje. morda si res. In proti judom, ja, točno tako. Intersekcionalnost, ki bi jo ljudje dejansko morali imeti. Evo, to je intersekcionalnost. Jo, Tako je. prava intersekcionalnost. Bravo, bravo. Wow. Torej, Šošana, kdo je tvoj baraba tedna? Spet imam enega že znanega barabina. Kristjana Amampur, ki veš, ravno ko misliš, da ne more iti še nižje, dejansko obtoži ali pa samo postavi vprašanje ženski, ki je obtožila sodnika Mednarodnega kazenskega sodišča Karima Kana ponavljajočih se spolnih prekrškov. Dejansko jo pogleda in reče: no, ali ste vi agentka Mossada? In kar se mi zdi pri tem tako šokantno je, da veš, obstaja novinarstvo in obstaja rumeno novinarstvo. Obstaja novinarstvo in obstajajo teorije zarote. To je teorija zarote, ki jo mediji normalizirajo. Ste vi? In pravkar smo to videli pri J.D. Vansu. Ste morda agentka Mossada? Ko da je na delu Mossad, veš, lahko si predstavljam globalne roke in Juda z velikim klunom. Mislim, to je tisto, kar počnejo. To je tisto, kar vsadijo ljudem v glave. Tukaj, poglejte to. No, najprej, ste vi agentka Mossada? Ne. In če bi bila agentka, bi rekla, da sem bila grozna v tem. Ampak ne. Za delo na sodišču moraš opraviti več varnostnih preverjanj. Mislim, da je tukaj res pomembno povedati, da gre za malezijsko muslimanko, ki dejansko podpira primer Mednarodnega kazenskega sodišča proti Izraelu. In kljub temu je javno obtožila sodnika za to, kar je storil, čeprav je vedela, da jo bodo ljudje zaradi tega demonizirali. Kaj pa se je zgodilo z verjemimo vsem ženskam? Kaj pa se je zgodilo z vsem tem, da so vsi verjeli vsem glede Weinsteina, Epsteina in vsega drugega? Zakaj je to popolnoma verodostojno? A ta ženska javno spregovori proti nekomu, ki ima drugačno politično usmeritev in drugo vero. In zdaj vprašanje, ali si agentka Mossada? In vsak, ki ne vidi te povezave, ki v resnici ne ve, kaj se dogaja, bo čez nekaj let res presenečen, ko bo to tako razširjeno, da se boste obrnili in ne boste več prepoznali svoje države ali svojih prijateljev. No, to je bilo depresivno, ampak natančno. Ne morem se ne strinjati s tabo. Mislim, ko govoriš o Kristjani Amampur, iskreno, ni niti enega sovražnika Judov ali Izraela, ki ga ne bi intervjuvala. Išče stare generale, ki so dinozauri, levičarski dinozauri v Izraelu, da bi povedali kaj o okupaciji. Kar je seveda, kot veš, vse, o čemer sploh govorijo, ker je to agenda CNN-a. Našla bo te ljudi, tem ljudem bo dala prostor. Ona je bila tista, ki je vzela Karima Kana, ga postavila na piedestal zaradi naloga za aretacijo za Bibija in Galanta. Ona je to naredila. Ona je dobila ekskluzivo. Tisti nalog za aretacijo je bil izdan, še preden je bil pripravljen, ker nikoli ne bi mogel biti pripravljen. Bil je popolnoma izmišljen. In to je moral narediti. In ljudje pravijo, da je morda to naredil, ker je vedel, da so obtožbe na poti. Takorkoli, Kristjana postavi tega tipa na piedestal, ga intervjuva in potem ta punca, in si lahko predstavljaš, koliko poguma je potrebnega za to žensko, ker naj ti povem, bila sem mlada odvetnica in v odvetniških pisarnah so vedno krožile govorice o moških, ki mahajo, moških, ki počnejo to in ono. In v mojih časih od 90-ih, če si karkoli rekla, je bila tvoja pravna kariera končana, kaj ne? Tvoja pravna kariera je bila končana. Tako sem jaz odraščala. Zdaj, z gibanjem MeToo so se stvari spremenile, ampak ta punca, verjemi mi, s tem škoduje svoji karieri. In imaš Kristjano Amampur,
ki je povzdignila Karima Khan na piedestal, ko ga je intervjuvala in ga ni izzvala niti glede ene stvari v zvezi z Bibijevim nalogom za aretacijo, ali je bil legitimen ali ne. Ampak to dekle, to je tista, ki jo je izprašala in Emily ti lahko to pove bolje kot jaz. Iranci jo sovražijo, ker je naredila isto z IRGC. Poveličuje jih. Ampak potem, ko intervjuva Rezo Paklavija, ga mimogrede vpraša isto stvar. Obsedena je s tem vprašanjem. Ali ste agent Izraela? Ali delate za ali z Mossadom? Samo Izrael. Kaj za vraga je bilo tako nezaslišano? Zelo dolgo je spraševala o Amazonu. Ali ni isto vprašala tudi Paklavija, Emily? Ja, o tem govorimo. Vprašala ga je točno isto, kot da je obsedena s to zaroto. Ampak, veš, ko že govorimo o zaroti, res želim preiti na svojo barabo, ker vse skupaj poveže. Revija Time je prejšnji teden objavila članek o javno razkriti zakoniti kampanji javne diplomacije v vrednosti več milijonov dolarjev, ki jo plačuje država Izrael prek Ministrstva za zunanje zadeve. To je bilo izvedeno prek nekoga, s katerim sodelujejo, Brad Parscale, ki ima agencijo, ki je bila najeta zakonito in javno, registrirana pod FARA, torej zakonom o registraciji tujih agentov. Kjer lahko vidite vse dokumente o tem, kaj je bila ta kampanja, koliko denarja je bilo porabljenega za njo, na kaj so se materiali osredotočali in vse ostalo. Vse vrste podrobnosti o tem, kaj je to dejansko vključevalo. Tako da vemo, kaj je ta kampanja dejansko vključevala. Kaj pa je naredila revija Time? Objavili so članek o tej pogodbi in dokumentih, ki so bili uradno vloženi. To je dejavnost, ki jo izvajajo vse države. Vse države lobirajo. Mnoge od njih izvajajo tako imenovane vplivne kampanje v Združenih državah. To je zakonito ravnanje. Kar ni zakonito, je, da tega ne prijaviš na enak način, kot to počne Katar z AG+ ali Al Jazeera ali z milijardami dolarjev, ki jih vlaga v ameriško akademsko sfero. Vse to so prikrite vplivne kampanje za manipulacijo ameriške javnosti. Izrael, ki porabi nekaj milijonov dolarjev za kampanjo javne diplomacije, ki se osredotoča na kulturno izmenjavo in umetno inteligenco, ne manipulira z ameriškim javnim mnenjem. Še posebej, ker je vse popolnoma javno. Toda revija Time je ti dve stvari predstavila, kot da sta eno in isto. Govori o tem, kakšna je bila pogodba. Nato pa začne govoriti o tem, kako je izraelska vlada ali nekateri uradniki Bele hiše, tako so to zapisali, nekateri uradniki Bele hiše verjamejo, da izraelska vlada plačuje kampanje za vplivanje, da bi lobirali proti memorandumu o soglasju in osebno proti J.D. Vansu. Zdaj je seveda to smešno, vendar smo pred nekaj minutami slišali neposredno od J.D. Vansa, kaj si misli in da je bil to njegov vir. V intervjuju z Joe Roganom je celo omenil članek iz revije Time. Kljub temu, da članek v reviji Time dejansko ne pravi, da je to tisto, kar je pogodba pravno določala, so preprosto povezali dve stvari in pustili bralcu, da sam interpretira, kaj to pomeni. In seveda, kot po tekočem traku, vidimo teorije zarote na vse strani. Razni ljudje krivijo Izrael. Mislim, Iranci, ameriški veterani, novinarji, strokovnjaki za nacionalno varnost, vsi ti različni ljudje obsojajo memorandum o soglasju, ker je slab, ker je J.D. Vance opravil slabo delo. In namesto, da bi prevzel odgovornost za svoje neuspehe, se zateka k tem teorijam zarote. No, revija Time je govorila o neki diplomatski kampanji. Torej morajo biti ljudje, ki me kritizirajo, plačani boti. Plačani boti. Vsaka druga država na svetu lahko lobira za karkoli. Ampak če Izrael naredi nekaj zakonito, mimogrede in javno, je to nesprejemljivo. Tako sem sita dvojnih meril. Popolnoma. Mislim, glejte, jaz prejšnji teden sem govorila z ljudmi iz ISGEP-a in stotine milijard dolarjev so šle v ameriške univerze prek slamnatih podjetij k ameriškim politikom prek slamnatih podjetij. Torej, ko narediš nekaj zakonito, kar je le delček tega, kar ti barave počnejo nezakonito, o tem piše revija Time. Neverjetno je. Prav. No, v bolj pozitivnem tonu še vedno imamo junake. Imamo veliko junakov. Torej, Šošana, želiš začeti s svojim junakom tedna? Moj junak tedna je povezan z mojim barabo tedna. In to je Sara, ki je odvetnica, ki je delala na Mednarodnem kazenskem sodišču, ki je spregovorila, čeprav je bilo to slabo za njeno kariero, slabo za ljudi, veste, iz njenega političnega kroga, in je razkrila resnico o obtožbah spolne narave proti Karimu Khanu, sodniku Mednarodnega kazenskega sodišča.
Definitivno si ni pridobila prijateljev, definitivno ni napredovala v svoji karieri. Ampak na koncu dneva je čutila, da je resnica pomembna. In mislim, da je ena stvar, o kateri moramo govoriti in s katero smo se veliko ukvarjali v zadnjem tednu ali približno toliko časa, to, da ne moreš postaviti politike nad resnico. Ne moreš postaviti politike nad vrednote. In včasih si ljudje tako zelo želijo biti priljubljeni in želijo, da jih imajo drugi radi, da svoje vrednote postavijo na dno. In še posebej, ko gre za ženske, še posebej, ko gre za mizoginiste, in to ni v redu. Ne moremo sprejemati mizoginistov samo zato, ker želimo, da nas imajo radi. In ne moremo ščititi spolnih plenilcev samo zato, ker verjamejo v našo politiko. In to je nekaj, kar mi, ženske, še posebej razumemo. In zato se moramo zavzemati. Zato je junakinja, ker je to storila, kljub temu, da je vedela, da to ne bo priljubljeno. In mi, ženske, še posebej verjamem, da jo moramo podpreti, ne glede na to, ali se to ujema z našo politiko ali ne. Zato je moja junakinja, ker je spregovorila. Resnično upam, da ne bo preveč kaznovana. In upam, da se bomo vsi iz tega nekaj naučili. Da mora resnica resnično nekaj pomeniti. Resnica mora nekaj pomeniti, če želimo imeti spodobno družbo. Dobro povedano, absolutno. Amen, ja. Preden gremo k Fleur, bi rada govorila o svojem junaku. Očitno je bilo na kampusu zadnjih nekaj let res težkih. Težko je bilo že, ko sem bila jaz na univerzi, ampak zdaj je postalo še veliko huje. In eno od mest, kjer mislim, da res ni več nobenega upanja, je Združeno kraljestvo. Je nekaj korakov pred Združenimi državami, kjer smo videli, kako slabo je postalo. Ta teden je bil članek, ki ga je napisala Tali Smus, voditeljica judovskih študentov na King's College v Londonu v Združenem kraljestvu. To je oseba, ki je izjemno pogumna, saj se je soočila z veliko ustrahovanja, tako spletnega, kot tudi groženj v živo. In stvar je v tem, da to ni redkost. In prav zaradi tega sem želela, da so Tali in pravzaprav vsi britanski judovski študenti moji junaki tedna. Ker se na kampusu soočajo s tem zgolj zaradi svoje identitete. Zaradi tega, kdo so. Ne glede na to, kaj dejansko počnejo ali o čem govorijo, ali pa če so sploh aktivisti. Dejstvo, da je njihova identiteta nenehno ogrožena. Da če bi ljudje vedeli, kdo so, če bi ljudje vedeli, v kaj verjamejo, če niso glasni, bi jih napadli. Bi jih izključili iz pogovorov, bi jim grozili, bi jih poskušali izključiti iz skupin, bi jim pošiljali kampanje nadlegovanja na družbenih omrežjih. Vse te stvari je Tali opisala v članku za Telegraf o tem, kakšno je življenje judovskega študenta v Združenem kraljestvu. In preprosto grozljivo je, da je Združeno kraljestvo dovolilo, da je prišlo do te točke. In veste, govorim samo o univerzah, ampak v resnici to sega daleč preko univerz, ko gre za Združeno kraljestvo. In mislim, da je verjetno že prepozno, da bi lahko karkoli storili glede tega, ko gre za ureditev razmer na kampusih. Ampak je res grozljivo. Popolnoma nesprejemljivo je, da je to realnost, ki ji judovski študenti izpostavljeni na nekaterih najboljših univerzah na svetu. Na nekaterih najbolj zgodovinskih ustanovah, ki so toliko prispevale k svetovnemu dialogu o številnih pomembnih vprašanjih in temah. To je res velika škoda. Kljub temu pa mi ljudje, kot je Tali, vlivajo upanje in me navdihujejo. Ter navdihujejo tudi druge študente. In kljubujejo skoraj nepredstavljivim pritiskom za tako mlado osebo in ohranjajo dvignjeno glavo. In zato vsa čast tebi, Tali, in vsem britanskim judovskim študentom, ki vstajajo, se upirajo in nočejo popustiti sovraštvu, ki ga vidimo na teh kampusih. To je neverjetno, res težko. Charlie je junak in to me žalosti. To je moja alma mater, tam sem študirala, King's College. Ko sem bila tam, si lahko predstavljaš, predsednica judovskega društva. In imeli smo debate z ljudmi, ki so podpirali Palestince. Bilo je normalno, da smo se prepirali in ne strinjali. In bilo je v redu. In zdaj so to preprosto odpovedali. Tako žalostno je. In samo naredila si bom malo reklame za svojo stran, campusisrael.com. Če želite alternativo univerzitetnim kampusom po svetu in želite priti v Izrael, sem pravkar zaposlila kadrovnico. Pravkar zaposlujemo kadrovnico v Združenem kraljestvu. Tako da to sem morala povedati, oprostite. Zato sem to rekla. Vejler, prevzemi. Utišaj me, Emili, hvala. Prevzemi. Kdo je tvoj junak? Torej, moj junak je ostal v Evropi, na evropskih tleh, to je češki zunanji minister in Češka republika nasploh. Ker v tem trenutku ta človek, imenovan Peter Mačinka,
in Češka republika blokira evropske sankcije proti Izraelu v EU. In glejte, ironija je v tem, da so zdaj vzhodnoevropske države, ki so bile nekoč del sovjetskega bloka, tiste, ki stojijo ob Izraelu, medtem ko zahodnoevropske države poskušajo izdati nas. In srečal se je z Gideonom Sarjem. On je bil tisti, ki je vložil veto na glasovanje. In rekel je, seveda za to plačujemo določeno politično ceno, ampak me ne zanima. Mislim, da nismo edini, ki imamo takšna stališča. Morda smo samo malo bolj pogumni in si upamo to povedati na glas. In mislim, da se občasno pojavijo te države, ki pravijo, da se ne bodo več pustile potiskati. Naredile bodo, kar je prav. Kar je res vznemirljivo, je to, da države, ki so nas najbolj sovražile, zdaj politično spreminjajo stališča. Naprimer, Kolumbija je bila velik nasprotnik Izraela. Zdaj so imeli volitve. Zmagal je desničarski predsednik in pravi, da želi preseliti veleposlaništvo v Jeruzalem. Torej, juhu! In druga država, ki nam je bila res v breme, grozna država za nas v Evropi, Slovenija, se je čez noč preobrnila in je zdaj zelo naklonjena Izraelu, prav tako govori o selitvi veleposlaništva v Jeruzalem. Tako da se bom vrnila in začela iskati načine, kako tem ljudem pomagati, da vzpostavijo prisotnost v Jeruzalemu. Ampak bistvo je, da Češka republika in druge pogumne države, kot je ta, ki preprosto ne bodo popustile tej prebojenski mafiji in islamistični drhali, stopajo v ospredje in dokazujejo, da so junaki. Torej, češki zunanji minister Petra Mačinka in njegova država, vi ste moji junaki ta teden. Tako lepo je končati v pozitivnem duhu. Hvala. In popolnoma prav imate glede diplomatskega vidika. Stvari se zelo hitro spreminjajo na mestih, kjer tega morda nismo pričakovali. Vem tudi, da naj bi v Braziliji morda prišlo do spremembe. Še eden od voditeljev, ki je preprosto grozen. In upam, da tudi Španija naslednje leto. Vsi tukaj v Španiji, trenutno sem v Španiji in sinoči je bilo težko, ker veste, tukaj smo. Želela sem podpreti Španijo, ampak ne, podpirala sem Argentino. In vsi so mi govorili, da bo čez leto in pol Pedro Sánchez odstavljen na volitvah. Jaz pa sem rekla, inšalah. No, upajmo, da se to uresniči in pri tem bomo zaključili. Hvala, da ste se nam ta teden pridružili v oddaji The Quad in seveda se vidimo naslednji teden na JNS. Adijo!